Lep dober dan vsem skupaj, drage občanke, drage občani, cenjeni novinarji, hvala lepa, da ste se odzvali našemu povabilu na novinarsko konferenco. V tem tednu so za nami že številne prireditve, seveda so tudi pred nami, ki se zaključijo v soboto za Prleški sejem in pa za slavnostno podelitvijo priznanj in nagrad. In veseli smo, da nekatere prireditve dobivajo tradicionalni pomen, kot je tudi današnja, se pravi Občina na prostem, ki se je začela zelo lepo prijemati, kajti to je dokaz tako občine, kot tudi ostalih javnih zavodov, ki delajo v imenu občine, da nismo nad ljudmi, ampak smo v službi občank in občanov. In občinski praznik je res ena taka posebna priložnost, kjer lahko ugotavljamo dosežene rezultate naših prlečk in prlekov. In moram povedati, da smo izredno ponosni, ker smo v Ljutomeru dokazali, da smo pretvorili idejo, da Ljutomer zmore več, v dokaz, da Ljutomer ne le zmore, ampak tudi dosega mnogo več. Namreč, če primerjamo to, kar smo obljubljali pred 4 leti, lahko ugotovimo, da smo realizirali za 400% več, kot smo takrat si smelo zadali. Nekako smo se dotikali 6 večjih projektov v vrednosti približno 6 milijonov evrov, sedaj pa lahko s ponosom ugotovimo, da nam je s pomočjo občank in občanov uspelo realizirati 40 večjih in tudi 20 manjših projektov. Realizacija do sedaj je bila približno 15,9 milijona evrov. Do konca leta, glede na malo kasnejši sprejem proračuna in pa glede na veliko dinamiko izvajanja sistema C, pa še imamo planirano realizirati 14,1 milijon evra, torej skupaj v 4 letih 30 milijonov evrov investicij. Vesela sem, da smo uspeli pridobiti tudi visok delež nepovratnih sredstev, več kot polovico, približno nekje za 15,6 milijona evrov. Izredno pomembno se mi zdi opozoriti tudi na področje gospodarstva. Predvsem bi izpostavila delovanje obrtno-podjetniškega strateškega sveta, za kar se jim izjemno zahvaljujem. To je bil dober posvetovalni organ. Skupaj smo proučili marsikatero njihovo pobudo, predlog, idejo in uspeli v tem smislu, da smo skupaj z njihovo pomočjo znižali nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, kar je predstavljalo razbremenitev gospodarstva za približno 330 tisoč evrov. Potem je na njihovo pobudo prišla tudi pomoč oziroma subvencija malemu gospodarstvu, tako da se je v lanskem letu že izplačalo za 20 tisoč evrov pomoči, v letošnjem letu pa približno 30 tisoč. Zelo pomembno je tudi izpostaviti to, da smo veliko delali v smeri tega, da smo v občini Ljutomer ustvarjali ustrezno podporno okolje za gospodarstvo. Veseli me, da sedaj občinska uprava pripravlja za potencialne investitore podrobnejše občinske prostorske načrte. Namreč proizvodnja oziroma trgovina Jager, potem tudi širila se bo proizvodnja obrata Krke, širili se bodo tudi turistične kapacitete v biotermo v Mali Nedelji, seveda pa smo trenutno v komunalnem opremljanju Puhove poslovne cone, ki ima že potencialnega investitorja, ki bo začel z namestitvijo proizvodnega obrata že v letošnjem letu. Temu, da smo naredili toliko investicij, da smo strani države prejeli za približno 640 tisoč evrov manj denarja, pa moram povedati, da sem vesela, da nismo dvignili nobene cene za nobeno storitev našim občankam in občanom, prav tako pa nismo znižali tudi razpoložljivih sredstev za delovanje društev in tudi ne javnih zavodov. Kar se tiče tudi zadolževanja, bi rada poudarila, da do danes nismo najeli nobenega kredita, ampak seveda plačujemo kredit, ki pa na dan 30.6. znaša malo manj kot 5,5 milijona evrov, vendar je to so v bistvu krediti iz preteklih let.
Zelo pohvalno je tudi, da naši zavodi delujejo zelo uspešno in učinkovito. Beležimo izjemen porast tudi turističnih gostov v naši občini. Če primerjamo z leto 2009, je za približno 1000 gostov na leto več, tako da v 4 letih nas je obiskalo nekaj manj kot 150 000 turistov. Zanimivo pa je, da ima naša občina bogato tradicijo in je vedno več zabeleženih vodenih turističnih ogledov. Tudi na področju šolstva nismo zniževali stroškov z šolami, tako glasbeno kot osnovnimi šolami, vrtci smo se ves čas zelo uspešno tudi pogovarjali o določenih rešitvah. Trenutno imamo v postopku izbiro izvajalca za izgradnjo vrtca v Cezanjevcih, potem dovozne ceste do osnovne šole Ivana Cankarja. Urediti moramo glasbeno šolo, zaradi tega, ker je nevarna statika, in pa seveda vse ostale infrastrukturne objekte. Uspeli pa smo v celoti energetsko sanirati osnovno šolo Cvetka Golarja. Investicij smo seveda, kot sem že omenila, naredili veliko več, kot pa smo smelo upali obljubljati, in podrobnejša predstavitev vseh tistih obljub, ki smo jih dali, kar smo realizirali, tisto, kar smo dodatno naredili, bo predstavljena v novičkah, ki bodo tudi prišle v vsako gospodinjstvo ob priložnosti občinskega praznika. Posebej pa bi še rada tudi izpostavila za izredno dobro sodelovanje tako z mladimi. Namreč pripravljena je bila ena anketa in anketa bo podlaga za pripravo strategije razvoja mladih, ki jo bomo delali v prihodnjih letih. Skupaj z mladimi pa so se izoblikovale tudi določene ideje in bodo v tednu občinskega praznika predane svojemu namenu. Namreč izjemno pomembno se mi zdi, da so se mladi začeli vključevati v življenje lokalne skupnosti in da je njihov prispevek tako velik. Namreč zelo pohvalno in zanimivo je, da so pripravili vse načrte glede elementov skate steze, potem so sodelovali tudi pri izgradnji košarkaškega igrišča, pobudniki so bili fitnesa na prostem, so tudi izrisali vse potrebne elemente, kot nagrado pa so seveda dobili plezalno steno, ki pa je nimajo nikjer še v Evropi. Tudi sodelovanje z starejšimi je zelo dobro, aktivno. Seveda moram pohvaliti delovanje naših društev. Zanimiv podatek je, da je 14 000 ljudi vključenih v različna društva, tako da je društveno življenje izjemno bogato v naši občini. Seveda tudi podpiramo določene programe za starejše, saj jim želimo izboljšati kakovost življenja. Tako to je čisto na kratko povzetek našega delovanja. Lahko bi govorila seveda zelo dolgo, vendar sem izčrpala najpomembnejše podatke, tako da sem sedaj tudi z veseljem na razpolago za morebitna vprašanja.